Izbrani koncesionar, podjetje Zarjakovis iz Kamnika, je zgradil sodobno kotlovnico in dobre 3 km toplovoda, na katerega je že priključenih 40 uporabnikov, kar je 4 več, kot so načrtovali. S tem smo omogočili vsem javnim objektom, da so se priklopili na ta način in tudi zmanjšali odhodke, upamo, da jih bomo zmanjšali iz občinskega proračuna za namen ogrevanja. Ne le za javne ustanove, tudi za zasebnike bo ogrevanje cenejše, pravi koncesionar, saj so si zastavili cilj, da bo to ogrevanje za tu prebivalce in pa seveda tudi za lokalno skupnost cenejše vsaj 10%, ampak v današnjih ocenah lahko zagotavljamo, da bo to 20 ali celo več. Vsi, ki so se priključili na omrežje daljinskega ogrevanja, so to storili brezplačno, saj je podjetje Zarjakovis pridobilo za naložbo okrog 1 milijon evrov nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Kotlovnica pa omogoča tudi nove priključke za celotno ožje območje Semiča, vendar bodo novi uporabniki morali poravnati stroške priključka. Kotlovnica na lesno biomaso pa nudi tudi priložnost za dodatni zaslužek lastnikom gozdov, je prepričana semiška županja. Kajti vemo, da smo zelo gozdnati, da je občina prekomerno poraščena z grmovjem in z gozdovi in je sedaj tudi to priložnost za nekatere, da lahko najdejo svoj vir. V kurilni sezoni bodo potrebovali 5500 prostorninskih metrov lesnih sekancev. In to je že kar lahko velik prispevek v smislu čiščenja teh zaraščenih površin po eni strani, po drugi strani pa tudi lahko nek dodaten prihodek za tukajšnje prebivalce. 8 semiških kmetov je že izrazilo pripravljenost, da postanejo dobavitelji lesa za sekance.